Se mi zdi, da z vsakim filmom človek rasa. Torej, vsaki film ti dobiš drugo perspektivo, tudi če isti film gledaš večkrat, dobiš drugo perspektivo in to mi je super. Ljudje se nekako odločijo rejši, da bodo gledali na nekaj, kar so že navajeni, na neke ustaljene franšize, kot pa da bi šli na neke nove. To je nekaj novega, grem pogledati. Jaz tudi recimo tako to dojemam. Meni so zelo všeč režiserji, ki so malo bizarni, ker pač imajo res neke unikatne ideje, neke unikatne sporočila. Upajo nekaj svojega narediti, ne? Točno to je, upajo biti drugačni. In to je v današnjem svetu, režiserji ne dobivajo dovolj proračuna, da bi delali neke take filme. Ja, v bistvu mi je vedno bilo najprej zanimivo novinarstvo. Torej, kot prvo me je novinarstvo najbolj zanimalo, ampak na neki točki sem ugotovil, da mogoče novinarstvo mi ni tako všeč, da bi zato bil moj vsakdanji poklic, ampak kot nekaj na strani, v smislu, da pišem o nečem, kar mi je všeč, torej o filmih. Hej, preden se epizoda začne, bi te rada povabila, da se naročiš na najin YouTube kanal. Nama in najini ekipi bi to veliko pomenilo. Tisti, ki ste že naročeni, puno hvala. Zdaj pa se vidimo v naslednji epizodi. Uživaj! Pozdrav! Janeč, še enkrat hvala, da si prišel. Rekli smo, da bi malo s filmologijo začeli. Hočem pa še dodati samo, da nama čim več povej, ker glede same mogoče strukture filmov pa filmske industrije jaz saj nimam toliko pojma. Ja, kot strokovnjak nekaj, Tako. samo tako kot oboževalec. Rad pa jih gledam ful. No, ok, super. Tako da... Ja, Dobro. zaradi mene kino ne bi izumrla, ker vseeno rad grem v kino še, veš. Ja, Tako ok. je. Ja, to še bomo odprli to debato, kinjo, ampak ja. Te pa začnemo z filmologijo, pa kaj je to? Ok, super. Ja, torej, v bistvu, kako je prišlo do filmologije, začelo se je torej z soustanoviteljem Žigo Špilatom. Bila je ena enostavna šank debata, oba študenta, torej smo prišli na neko idejo, smo hotela uresničiti svoje ideje, da bi, videla smo neko priložnost, potencial v tem, da lahko izkoristimo torej filmsko nišo, ker realno ni bilo nobenega specializiranega filmskega portala in smo se zaradi tega odločili, da naredimo torej en filmski spletni portal, ki piše samo filmsko vsebino, ker če ponavadi pogledaš medije, oni tudi bolj poredko pokrivajo z recenzijami ali pa z kakšnimi drugimi vsebinami, neke hitre, kratke novičke ali pa kaj takega, ampak nimajo pa nekih lestvic, recenzij in tako dalje, tako da je to recimo na ZDA trgu. Sicer je tam dosta večji trg, ampak vseeno. Tako da ja, v bistvu smo midva tu združila moči, ker jaz sem hodil na medijske komunikacije, sem bil tudi v novinarstvu, potem iz tehničnega vidika sem se ukvarjal torej z WordPressom, v čem smo pač naredili spletno stran in pa potem še vse druge tehnične aspekte. In Žiga pa potem iz ekonomske fakultete še prinesel seveda to prodajo, marketing, da je zbuildil branding, image in tako dalje, vizijo, strategijo in tako dalje. In pač je vse skupaj začelo laufati na neki točki, tako da ja, vključili smo še na začetku tudi Hano Pohajdo, ki je nam grafična oblikovalka še vedno in tudi vsako leto pač boljše grafike dela, tako da pač super, upam, da je zadovoljna z pač njenim razvojem na tem področju. Pa potem se je še vedno tudi Nikola pridružil, Nikola Fegoš, torej moj brat, kot odgovorni urednik, da smo potem še lahko malo več vsebin pokrivali. Zdaj pa smo že zrasli resno, pač smo že, nas je 9 v ekipi, vsi to delamo ljubiteljsko, torej vsi smo filmski ljubitelji, kritiki na en ali drugačen način, ker vseeno smo bili že akreditirani in tako dalje, pa tudi recimo imamo različne torej ljudi, ki so se ukvarjali z novinarstvom, z pisanjem knjig in tako dalje iz različnih koncev Slovenije. Tako da res se mi zdi lepi projektič, ki je lepo zrasel, pa upamo še na več nekih ambicij, na več nekih novih priložnosti, pa da bo pač seveda to pozitivno. Tako da ja. Super. Pa sodelujete že s kakimi tudimi televizijami pa to? Pop TV kanal A. Imate to kakšne sodelovanja? Morate? Ne, še ne, mislim,
fejst težko je priti v kontakt z totimi, pa kakršnokoli sodelovanje v bistvu v Sloveniji zaradi majhnosti trga je bolj tak, da en drugega pozna in je pač to najlažje tako priti do tega. In tudi recimo mi smo veliko z radiji sodelovali, torej na radiju smo davali izjave, smo bili na Radio City, potem Radio Maribor, pa tudi Toti radio smo že dali kakšno izjavo, tako da bolj na mariborskem pač področju, ampak ja, smo pa tudi že recimo dali izjave za televizijsko oddajo Magnet, ki je bila na TV Slovenija, pa potem še pač neka druga sodelovanja, ki imamo s kinodvoranami recimo, ali pa z filmskimi festivali, bolj na slovenskem področju, ne. Pa tak, ne, mislim, so priložnosti, no, tako da. Pa še možnosti za širitve, ne? Ja, To- ja, to- absolutno, tako da, ja. Super, čestitke. Pol bi pa jaz Hvala. mogoče kar zagrizel toti film, pa zakaj je tebe ta film tako potegnil, da si postal pol filmski kritik? Aha, ja, okej. Ja, v bistvu mi je vedno bilo torej najprej zanimivo novinarstvo, torej kot prvo me je novinarstvo najbolj zanimalo, ne, ampak na neki točki sem ugotovil, da mogoče novinarstvo mi ni tako všeč, da bi zato bil moj vsakdanji poklic, ampak kot nekaj na strani, v smislu, da pišem o nečem, kar mi je všeč, ne, torej o filmih, pa mi je pač izjemno, ne, torej to pa bi lahko torej vsak dan delal, mi ni noben problem in tako dalje, in zaradi tega sem v bistvu dobil neko dodatno motivacijo, da bi delal v tej smeri. Potem kasneje pa kakšna pa je motivacija za filme nasploh, to pa že od začetka, Harry Potter je bil moja prva motivacija, ker sem ga gledal v Domu kulture Ormož, torej stari kino, ko še je bil, ne, v Ormožu, ne, škoda, da ga trenutno ni. Ampak ja, to sem jaz videl, ko sem videl Hagrida, kako gre na tistem motorju, ne, lebdi, sem bil pač kot otrok fasciniran, tako da nerealno, ne, in to je bila moja prva ljubezen, ki se je v bistvu polegla. Potem pa je kasneje še prišla tista prava ljubezen do filmov iz filmskih festivalov. Torej, filmski festivali so tisti, ko ti res dajo neko motivacijo, da bi res rad to delal nekdo vsak dan, ne. Torej, gledaš filme in pa potem pišeš o njih, ker si v takšnem ambientu, ker so pač vsi strokovnjaki, vsi so pač torej na res tight schedule, pač zelo Natrpan urnik. Tako, hvala. In ja, pač vidiš tisto atmosfero, ki je res fantastična in ti neko da dodatno motivacijo, ne. To pa je bilo preko v bistvu 27 Times Cinema je ime programa, ne. Preko tega sem jaz dobil možnost reprezentati torej Slovenijo in tu oni izberejo 27 različnih EU kandidatov, ne, ki potem tudi postanejo del žirije na Beneškem filmskem festivalu. In mi smo potem pogledali 10 filmov v Giornate degli Autori programu in smo potem nagradili enega. Smo imeli predtem debate, workshope in tako dalje. Ne, malo več povej o teh filmskih festivalih, ker jaz niti Jaz edinega, ki poznam, je Grossmanov. Ja, To je edini, Ja. ne, samo to pa so grozljivke, ne. tako je, mislim, specializirajo se bolj Za grozljivke. za grozljivke. Tako da, ja, filmski festivali, mislim, Sveto Trojico je bil neki načrt obiskati v Evropi, ne, to je Sveta Trojica, je, Beneški filmski festival, Berlin, Berlinale, pa Cannes, torej filmski festival v Cannesu, ne, torej Francija. Tako da To so največji. toti so trije največji, ja. Je pa tako, da v bistvu dva sta recimo koliko toliko odprta za javno, torej če bi recimo kdo, ki se ne ukvarja s filmom, rad si šel pogledat kakšen film v okviru festivala, pa recimo lahko gre na Berlinale, pa na Beneški filmski festival, ima neke specifične akreditacije, Berlinale je najlažje, pa je tudi najbolj za javni, pač najbolj prijazen javnemu pač Občinstvu. Ja, tako. Cannes pa je seveda neka ekskluziva in je zelo težko priti not, ne. To je glih francoski. Ja, to pa je največji filmski festival v Evropi, pa tudi ima veliko težo potem za različne nagrade, različna mnenja, skoraj vsi kritiki so v Cannesu, ne, tako da, ja.
moram pa reči, da so mi vsi trije bili zelo všeč. Na Beneškem sem torej bil na tistem programu, 27 Times Cinema, v Cannesu sem bil pred kratkim torej filmsko akreditiran, pa je malo težko priti na novinarske konference, za razliko od ovih dveh. Ampak je pa bilo izkušnja pač videti neke določene filme, ker njihove dvorane so res lepe, pa bil sem 1 meter stran od Leonardo DiCapria. Jaz sem se strusil. Pa De Niro, pa Scorsese in pač res tisti krem de la krem filmov. Ampak ja, no, to je pač bila res neka izjemna izkušnja. Pač moji najljubši izkušnji v lifeu je bila to, torej, da sem videl te osebe, pa da sem se slikal lahko z enim mojih najljubših igralcev, to je bil Bryan Cranston, torej Walter White, pa potem še tudi z igralcem iz Breaking Bada, pa zdaj novih filmov, nova vzhajajoča zvezda, Jesse Plemons, tako da ja, no, to je pač bilo zelo izjemno videti to, izkusiti to, tako da ja, iz vidika Cannes, no. V Berlinale, na primer, to še mogoče da dodam na hitro, Berlinale pa na primer pa se tudi uspel slikati z igralcem iz Past Lives, zelo izjemen film, priporočam. In Sydney Sweeney sem bil na novinarski konferenci, ampak žal ni imela časa zame. Drugič. Ona zdaj kar fejs popularna, ne, postala. Ja, absolutno. Čakaj, tiste serije, kaj je že za serijo? Euphoria. Neke teenagers. Euphoria, ja. Od takrat dalje, ne, verjetno. Vse dobro, takrat se je tudi Facebook razkazala, ne. Tako je, tako je. Tista je bila. Te doblo fene. Tako. Tako da to, no, iz vidika festivala. Veš, kaj me zanima, kaj ti kot filmski kritik, recimo pol ocenjuješ se na filmskih festivalih, oziroma, ko si rekel, da dobiš akreditacijo, kaj je tvoja naloga tam? To je pa odvisno, torej, zdaj, za kateri medij bi delal, ne? Pač pri nas je bil cilj, torej, da mi kot samostojna filmologija postanemo akreditiranci, ne? Če bi bili povezani recimo še z radiom, bi to bilo, da bi dali recimo različne izjave ali pa kaj takega, ne? Iz našega vidika pa smo v bistvu neke kratke predoglede delali, kratke recenzije, neke take stvari, ker vseeno, ko ti pišeš o neki recenziji nekega filma, ko ga nihče ni videl, to ne bo nihče bral, ne? Ker mislim, si bo mislil, zdaj pa si bom pokvaril, ne, svojo izkušnjo ali pa kaj takega, ne. Tako da v bistvu iz tega vidika, no, neke kratke preglede bolj, ker je zdaj že tako prisotno, na primer Instagram, Facebook, story pa to, ne, torej, da pokažemo, da smo tam, to je zelo pomembno, ne, za branding, da buildaš svoj brand, da si kredibilen. In v digitalnem svetu, ko gre za nekoga, ki ni specializiran kot filmski kritik, prvotno, ne, mi pač prvotno smo bili filmski ljubitelji, je zelo težko postati kredibilen v kratkem času. In se mi zdi, da torej z filmskimi festivali poskušam pridobivati nekako to kredibilnost, ne, na profesionalne scene oziroma scene kritikov, tako da to, kar se pa tiče pokrivanja vsebin, pa ja, tako sem rekel, bolj to, Torej, da neke recenzije pa kredibilnost dobite s filmologijo. Tako, branding, ja. Super. Mogoče bi jaz šel, prej smo rekli kino izkušnje, ali pa Oskarje, kaj bi rajši prej? Lahko gremo prvo v kino. Te pa gremo prvo v kino. Ja, v kino. Zakaj bi ti šel gledati film v kino? Ne pa doma na računalnik. Ja, mislim, razumem vsakega, ki bi raje gledal film iz obdobja svojega kavča, ampak prosim, idite v kino, je moje sporočilo, zaradi tega, ker pač je boljša izkušnja iz več različnih aspektov, seveda slika, zvok in tako dalje, pa zaradi tega, ker tam ne smeš biti na svojem telefonu, ne. Meni je, mislim, zdaj smo že vedno bolj v neki ADHD kulturi, ne, z TikToki pa to, ne, in v bistvu je zelo težko dati dol neke stvari, pa attention span je tudi vedno manjši, torej pozornost se zmanjšuje pri mlajših in to pomeni, da ne bodo gledali 3-urne filme, ne. 3-urnih podcastov, ne? Ja, exactly, ja, tudi, ne. Ampak ja, podcast je lažje poslušati, ne. To je on the go, ne. Ja, tako. Tisto pa moraš pač aktivno gledati, ne.
In ja, in kino izkušnja, recimo jaz sem veliko zagovornik kino izkušnja, recimo neki IMAX, ne, to je potem tista res najboljša dvorana, slika iz vseh različnih kotov je potem enako. Recimo Christopher Nolan, tudi ta najboljši režiserji zagovarjajo, da oni posnamajo svoj film za kino, oni ga ne posnamajo, da bodo ga dali na streaming, ne. In tudi Scorsese se je recimo ful dolgo boril, da bi dobil financiranje, da bi šel v kino, pa pač vseeno šel z Netflixom, ne, za Killers of the Flower Moon, ker vseeno rabiš neki proračun, če hočeš dober film narediti, ne. Tako da, kino izkušnja absolutno, ne, tisti, ki imajo radi hrano, ne, še to je en velik plus, ne. Tako da, z tega tako dela največji dobiček kino. Ampak zadnje cajte se res vidi, da je v kinu vedno manj ljudi, no, tako da Jaz je pa res zadnje, bolno, no. kdaj je bilo puna dvorana, so bili Avengers Endgame. Ja, Takrat je bila dvorana nabito puna, ker mi smo prišli s kolegi, pa smo si vzeli 5 zicov, vsak je sedel, veš, sam na drugem koncu dvorane, ker nisi mogel skupaj več sedeti, ker veš, ljudje si rezervirali, te pa res. Od takrat dalje jaz nisem več. Morti je Dune bil zdaj še. Ja, premiera kakaj verjetno. Dune je bil soliden, ja. Najbolje je bil, lahko probate ugotoviti en zelo kontroverzen film iz 22, oziroma ne 22, kaj zagočin, iz lani. Lani in kontroverzen film. Kontroverzen film, ja. Pa zelo, branding je zelo znan po celem svetu. Kaj Oppenheimer je bil lani, ne? Ja, blizu, evo, vroče. Barbie, tako. Barbie. Na Barbie je bilo nor, pač polne dvorane, tako da Več kot Oppenheimer. absolutno. Mislim, to pa ne. V Oppenheimeru je bilo veliko praznega, ne, ker je pač 3-urni film, ne. Pa v ZDA je bil veliki pomp, ne, ampak realno, če si pogledal Barbie, pa so skoraj vsi šli gledati, tudi tisti, ki pa ne grejo v kino. Moj bratec je recimo šel, Ja. ampak s punco, ne. Ja, to, pare, sem dostakrat, fant pa punca sta šla skup, to sem dostakrat slišal. Ker evo, zdaj pa je, kao film za punco, ne, te pa zdaj pač grete, ne, ponovadi se gre kakje bolj, take filme, možate gledati, Jaz ne. sem s takratno punco šel Oppenheimera gledati. Zato je bila takratna, ne. Je zaspala zraven, jaz pa mi so soze šle dol. Ampak dobro, mislim, ni mi žal, da sem ga šel gledati. Izjemen film, tako da. Ja. Ja, drugače pa ja, Barbie, najbolj dobičkonosen film tistega leta, ja. Tako da, lagano. Te so promocija naredila so. Tako je, promocija veliki boom naredila. Samo jaz sem pa gledal Barbija doma, pa mi je malo tako bilo zmes, malo mi ni bilo več, iskreno. Ja, verjamem, ja. Je bolj, mislim, veliko, koliko sem se pogovarjal, ne, taki, ni film za moške, ne, zaradi tega, ker je feministično sporočilo, oziroma, da pač se tudi ženske zaslužijo svoje mesto na velikih položajih in tako dalje, ne. In to pač velikokrat je koga še posebej negativno zmotilo, ja. Dobro, ja. Ker je mogoče mene ni tudi niti drugače toliko to. dojemo, ne. Ja. Mogoče je tudi drugače sporočilo dojemo, kao da ne rabimo moških ali pa ga takega, ne, kar pač ni v bistvu sporočilo, ne, ja. Tako da iz tega vidika, no, ampak ja, Oppenheimer še vedno boljši film. Ja. Jaz ga še nisem gledal, tako nič mi še ne povedate, ne. Vem približno, kaj se zgodi, ampak moram si ga pogledati, moram si vzeti čas. Ja. Veš, jaz moram, čem si vzeti cajt, jaz da si film doma naredim, te pa ga res gledam v eno. Jaz nimam to problema, ker bi šel na telefon, poleg štetsko. Doma res ne, da si naredim film in ga pogledam. Jaz reči zato v kino hodim, ker nisem tako dosleden, pa včasih se mi zgodi, ker bi rad prišel do onega pointa, pa kliknem naprej. Ja, da se vrtiš se naprej. In meni, tu se včasih pol zakačim in rajši grem v kino, pa lepo se mi zdi v kino iti, ker si dogovoriš, grem v kino, ponavadi s kolegom še, pa rečem, gremo skup, pa neko doživetje, pa zapomniš, si spomniš, kaj smo šla zadnjič gledati ali pa nekaj. In si vzemem 3-4 ure cajta in tisti čas je namenjen temu. Film pa včasih te piznemo cajt, mora nekaj niti, bom pogledal pol dale in tu je gotovo. Ja, Tu... se to gliham. Ja. Ti gledaš kaki film drugače doma tak?
Ja, ogromno, ampak ponovno ne pauziram, probavam ne pauzirati, ne? Torej, da ga v enem kosu pogledam, zato se veliko krat včasih ne spravim niti gledati filma in ga Ker veš, ker prelagam, nimaš tega cajta. Ja. Ja. Ampak ponavadi ga rad pogledam v enem kosu, ker ne da bi pozabil ali pa kaj takega, ampak ne vem, navajen sem zdaj že, tako da mogoče iz tega vidika, no. Super. Pol bi lahko mogoče Oskarje. Ja, pa potem še moje vprašanje. Jaz nemam pojma, recimo, kako se te ocene za filme dela oziroma kako se za nek film ocena zbere na IMDb platformi, recimo. Časa se ta ocena dobijo, skupaj katerih mnenj je to sploh? Tam so tudi publikoma, tam ti, ne? IMDb so mnenja, torej mi trije, na primer, ne, če bi dali oceno. Ljudi, ne? Ljudi, ja, tako. Imaš pa tudi Metascore na IMDb, ne? Metascore, tisto številka, ki je v kotu, tisto pa so kritiki, ja. Imaš pa potem... Tisto je od 1 do 5, ne? Tisto Metascore. Ne, od 1 do 100. 1 do 100 je, 100, točno. Če je 0, ampak... Aha, ona druga pa je od 1 do 10. Do 100. Od Od 1 do 100 so kritiki, ne? Tako je, ova pa je 1 do 10 za ljudstvo. Imaš pa tudi drugačno, ne? Naprimer Rotten Tomatoes smo v procentih. To je Rotten Tomatoes. Samo oni pa imajo čist svoj sistem, ne? Ker oni pa imajo fresh ali pa rotten, ne? Torej svežo ali pa gnilo. Torej, ker je Rotten Tomato, ne? Torej za tomato. In njihov ocenovanje pa gre tako, torej, da je eno imaš ljudstvo procenta, eno pa imaš kritike. Ampak, če da kritik več kot 3 od 5, potem je friško, ne? Fresh. Če pa da manj, pa je rotten, ne? In potem realno ti včasih ne veš, če je film dober, ker lahko so vsi dali 3 od 5, pa to pomeni, gled, svež je, ne? Dober je, vsi so dali tak, ne? Ja. Ampak realnost pa je druga, ne? Ker to ne pomeni, da so vsi dali 4 od 5 ali pa 5 od 5, ne? To samo pomeni, da so vsi dali, ok je, ne? In lahko zavede, ne? Veliko krat. In tudi v marketingu so zelo zavaja z njim, tako da nisem največji ljubitelj te platforme, najbolj mi je še všeč, pa tudi je od 0 do 100, najbolj mi je še všeč Letterboxd, to je pa bolj za filmske ljubitelje, tam pa imaš, v bistvu ni kritikov, ampak so samo torej ljudstvo in imaš od 1 do 5. Pa lahko polovička daš tudi. Kako pa se pol izloči ljudstvo? To samo, ki imaš neko akreditacijo, ali kako bi rekel? Ne, v Letterboxdu ni, je samo ljudstvo. Aha, samo Torej, samo ljudstvo, ni kritikov, ja. Aha, okay. Pri Rotten Tomatoes pa imaš iz različnih medijev, morajo neke določene pogoje. Na klikabilnosti oni delajo Rotten Tomatoes. IMDb pa se tudi lahko zgodi, da recimo kdo zlorabi, ne. To se je že večkrat v zadnjih letih zgodilo, da je recimo Marvel fani so bombardirali neke filme, ker pač so se tako odločili in so se vsi izmenili, zdaj pa bomo dali eno nekemu filmu, ki v bistvu ni slab ali pa kaj takega, samo da ne bo dovolj dober kot recimo tisti Marvel film ali pa kaj takega, ne. Tako da to se je dogajalo večkrat zdaj, pa nasploh, ko pride hate za nek film, se lahko ga zbombardira negativno. Tako da to pa se na Letterboxdu na primer ne dogaja, oziroma se ponavadi čisti neke take stvari, so moderirane, tako da. Torej, Joker 2 je res ni vreden, ali? To pa je zelo velika stvar okusa, ne vem, jaz rečem osebno, da če ti je bil prvi v redu, da ti bo drugi tudi vsaj ok. Je pa musical, ne, veliko ljudi mi je reklo, da sploh ni vedelo, da je musical, ne. Da je šlo gledati film, pa so bili tako, zakaj te pojejo, ne? Pa sem bil tako, niste vedeli, ne? Razočarane, ne, ker pač ti samo realno ni bilo nekega motiva, neke motivacije za dvojko, ne? Tako da je bil bolj na silo nared, samo za denar, ne? Samo da se naredi plus in enostavno več ni deloval, ne? Ker jaz sem ga pogledal sicer, pa moram reči, ker takrat, ko je bil film, brez petja, me je potegnilo notri. Te pa prije petje, zdaj mi vleče opet, ne. Ne mi vleklo se mi je, kdaj so mi peli, se mi je vleklo, ne.
Drugače tako pa mi ne je bil tako slab, no. Ja, meni tudi ne, mislim, meni je bil ok, ampak Ok, Enka v redu je beseda, enka. ki opiše film. Ja. Zdaj, če ne bi bilo petja, bi mi bil že prav dober. Prav dobro. Kaj pa tebi gladiator? Gladiator, tudi enka dosti boljša, pa Ja. ful podoben, ne? To je moja največja težava, da je ful podoben z enko, ne? Torej Gladiator 2, ampak pa realno upal sem, da bo Paul Mescal, torej to je glavni igralec, ne? Da bo imel neko večjo vlogo, ne? Zdaj pa ga je v bistvu malo zgodba omejila, ne? Torej ni mogel pokazati vse, kar je lahko, ne? Ker v bistvu gre za odličnega igralca z ogromno potenciala, ampak ga je zgodba malo omejila in v bistvu je bil Denzel Washington show, ne? Tako da on je malo prevzel tudi film, če mene vprašaš, ne vem, sta ga ja gledal? Jaz ga nisem še. Jaz sem ga. Ja, in? In jaz sem imel prej neki default, oziroma sem neko mnenje, da ni tako dober. Prvo sem prišel, pa mi je bil ok. Ampak ok. Ja, Konklave so mi bile boljše. aha, ja, Še boljše od teh pa mi je bil Vajenec. aha, Donald ja, Trump. od Trumpa, ja. Tu pa sem bil ful presenečen. Kolega, pa brati sem še rekel, ki je bil v Mariboru pri meni na počitnicah, da gremo gledati Donald Trumpa, da bomo malo tako nahajpani za njega kao. Ja, Ker ste Grem- zgledali volitve, ne. In grem ven, ja, Ja. in me pogleda, star jaz tega nisem pričakoval. Čist drugo smer, ne, kot sem mislil. Tako da- Ja, ful je bilo zanimivo, pač strinjam se čist, tako si rekel, po zaporedju Gladiator, Conclave, Vajenec, tudi tako so meni bili všeč, ne, pač, da je Vajenec mi bil najbolj všeč, pa zanimivo je bilo, ne, da so za Vajenca govorili, da torej veš, da je dober film, ker leva stran, torej liberal, ne, so pravili, da je njemu gre v korist, desna stran pa je pravila, da pač ga zaničuje, ne. Torej niso se mogli zmeniti, ne. Razdvajal je. Ja, pač torej za nobenega ni bil, ne. Nasprotna smer je trdila, da je film napisan za nasprotno smer, ne, ampak ni bilo, ne, tako da res dobro objektiven film, zanimiv prikaz, tisti New York montaže so meni bile Tako. izjemne. Že začetek je bil dober. se Ja, v tej ja, smeri, ja. ne. Kaj so New York montaže? Mislim, New York je bil pa taki, glasba je pač neka old school varianta bila, pol pa je hitro neke montaže, so samo metali skupaj in je pač zelo lepo izgledalo vse skupaj. Stolpnice je veliko. Aha, Ja, tak, ja, tak, ja, tak. no, tako da, ne vem, ful sem bil, na koncu filma smo oba z bratom rekla, wow, Trump cool zgleda v tem filmu, ne, pač v bistvu, ne, pač nismo mi njegova oboževalca, ampak pač zgleda cool. Ja. Meni je bil najbolj zanimiv ta stranski igralec Roy Cohn, Ja, odvetnik. ja. In sem ga šel po filmu gledati njegove neke prispevke na YouTube, pa stare. Pa sem videl, od kima Donald Trump tudi mimiko podobno od njega. In sem bil tako presenečen, aha, od tu ima on ta njegov značilni govor, ta pa mogoče malo pretiravanja, ko Ja, sta v ja. avtu sedela, mi je bilo tako zanimivo, aha, to je res značilno za njega. Ne? Ja, tisti igralec pa je tak najboljši, tako da če še nista pogledala, pa kdorkoli posluša to Succession, nasledstvo, serija iz HBO Max, bolana in on je tam že zmagal par Emmyjev. Aha, nasledstvo, to sem videl, ja. Ja, To so tudi biznis neki, ne. tako je, v bistvu hočejo naslediti svojega očeta, trije iz družine A te si moram in to se narediti. borijo, kdo ga bo Ker nasledil. zdaj si izbiram, ker serijo začel gledati, ker zdaj sem Euforijo pogledal. Evo ga. No, evo ga, to, definitivno to. Serije tudi rad gledaš, isto kot filme? Tudi, Samo ampak to ocenti, to pa ti še več cajta vzame. Točno to sem mislil reči, kar se tiče serije, pač kvantiteta je taki problem, toliko različnih serij je zdaj že na voljo, pa sezone samo hodijo ven in pač enostavno človek nima časa za vse, ne, in enostavno ne folgam, tako da bolj si pogledam tiste serije, ki so nagrajene ali pa ki mi res veliko ljudi priporoča, ali pa če sam berem o kakšni seriji ali pa kaj takega, ampak sem veliko oboževalec serij tudi, ja, tako da. Recimo toto leto Penguin, Shogun, The Bird, 3. sezona, pa mogoče kaj še Dune prerok, To- so mi to- bili najljubši. To sem gledal zdaj, vsaki ponedeljek. Ja, tako. Vsaki ponedeljek sem gledal do prerogbo. Čisto v serijah mrtev. Ja, to je zdaj od Duna, ne.
mislim, kaj se bo dogajalo, ne vem, koliko točno. 1000 let pred filmom. To sem prej razvil na filmologiji. Aha, tako je. Da smo pokrivali za vsako epizodo, ja. Tako da. Meni je bilo dobro. Ne? Zdaj je bila zadnja že, ne? Zdaj je bila zadnja, zdaj je malo premora. Ja. Pa na cliffhangerju so nas pustili, ja. Tako da lepo. Samo veš, kaj to mi je fajn, ker sem to je moja prva serija, ki sem jo gledal tako, ker je sproti vsak teden prišla ven, ne? Ja, In ti je čist vrej, ker pogledaš epizodo, pa ne mreš da leti gledati, veš, ker konec vedno tako naredijo, da te potegne notri, pa klikneš te še dale, ne? Ja, to je en veliki problem Serije. videa na zahteva, pa serija, ker recimo, ki ti Netflix avtomatsko ponudi, gled, tu imaš naslednjo epizodo, bom ti kar predvajal, ne? Pač ne rabiš se niti premakniti, ne? In se tako tisto, ja, te pa še eno pogledam, ne? In enostavno te tako dobijo, da pač bingeneš neko serijo nenamerno. Ne? To je tudi negativno. In tako te držijo, ne? Da ne greš v kino, ne? Ja. Ja. Samo to v kinih. Samo si predstavljaš, da bi eno serijo mi zdaj dali, mi posnemo zdaj serijo, pa jo damo vsaki teden v kino, eno epizodo. To bi bilo... To ne bi se po moje prejelo sicer, samo bi bilo fascinantno, ha? Veš, kaj je bil moj miselni proces vedno, da bi, ne vem, če to sploh obstaja, verjetno ki, da bi se stari filmi nazaj začeli v kinih. Čak ne, Interstellar nekaj se je govorilo, da bi zdaj prišel nazaj v kino. Ja, nova verzija, ja, za 70 mm, ali kak je, ne vem točno, ne vem za rekel, ampak ja, saj imamo neke retrospektive, saj v Ljubljani je recimo parkrat že bilo neke retrospektive, ampak ja, na mariborskem predelu ni glih tega preveč, ja, pa recimo lokalnih kinodvoran primanjkuje malo, ne, v Mariboru sploh ni lokalnega kina, ne, se zdaj dela na tem. Kako to lokalni kino? To Cineplex, to je kaj? Cineplex pa Maribox sta komercialna kina, ne, torej vrtita bolj komercialna, imaš pa recimo v Ljubljani kinodvor, ne, ki pa vrti lokalne, oziroma ki vrti art filme, torej alternativa, evropske filme in tako dalje, ne, bolj v to smer. Ja. Ker niso slabi filmi, ne, veš, če niso hollywoodski recimo, ali pa... Ja. Zadnjič smo šolo bili v Rotovži, ki se dela zdaj v Mariboru in spodaj bo kinodvorana. Aha, Ne vem, okej. če si vedel, velbani strope in so dejansko, ko so bile spodaj temen tla, so pogloble, stene so pod zgradile, da še bo lahko imeli višino sodobljene, da bo tam zdaj kinodvorana in sem bil ful veseli, ker je to čist zadnja sobana recimo spodaj, pa res imajo taki ambient, kot da bi bil vinske klete. Aha, okej. A tako je To naredil. imamo radi. Ja, pa to je bilo ful z gradbenega vidika zelo zahtevno, ker ti si mogel, kot da bi zdaj ti pod bajto šel v klet, pa bi še si stene dol podgrajeval, ne, se reče temu. In tu moraš po 30 cm delati, ne. In ne sme se ti posedati, zgornja zgradba, ne. To je težko, ampak sem bil zelo vesel, pa sem in bo mestni kino, ne. Ja, Tako tako je. To se je že dolgo govorilo, ja, da bi že bil čas, samo niso imeli prostora, to je bil največji problem. Ne. Tako da, ja. To, no. Ne vem, ki smo Veš, kaj sem prej mislil, glede serij, to sem enkrat gledal podobno kot Dark Mirror, ne, ko malo prihodnost napovejo. Black Mirror, ja. pardon. Da bi podobna recimo kot na Netflixi, ampak da bi za tebe specialno naredili, ne vem, bi bila neka serija, pa ko bi jo ti gledal, bi tvoja bila malo drugačna kot moja, ker bi kao AI oziroma, Ja, celo. ja, da bi te ta algoritem tak prepoznal, kaj je tebi všeč, da bi ti to notri vrgel, da bi bilo personalizirano v prihodnosti. To je bilo zanimivo, ja. Sem se spomnil, tako si rekel, na ono Black Mirror epizodo, ja, ko je gledala serijo o sami sebi, ne. Tisto, ne. Ja. To je bilo če meni fejst zanimivo. Ja. Ne, jaz sem prišel do tretje samo, tako ne sem še to prišel. Jaz sem Mož- prišel do ovega, ko telovadijo oziroma gonijo, da služijo točke, ne. To sem jaz prišel. Ono si gledal, Black Mirror, ko je on film snemal. Bandersnatch? Ali kjer? On je film snemal v domači vasi, Aha. te pa je ugotovil, kaj je mama. To sem gledal. To ti mi je bil eden top. To ti je meni tudi bil top, ja, pa so vsi te govorili na Redditu, ko sem malo bral, da ni tako dober, pa sem bil tako meni izjemen. Ko je sedel na konci tam z nagrado, Ja. to mi je bil Celi najboljši depresiven, ja. To tako moraš je. pogledati, tega sem ti že govoril, stanovanje. Ej,
Mi bomo za tako rekli, ne. Mi se držimo zdaj tega načrta. Pa drugič se dobimo še enkrat, posnemo še eno epizodo, samo ko se o filmih menimo. Pa neki drive dokument damo. Ja, Absolutno. ker je 10 filmov, ki jih moramo pogledati, lahko tudi kakšna serija, Ja. pa čez pol leta se mi opet dobimo, pa se te... Pa lahko tudi Pa damo oziroma, ali pa na družbeno mrežje, da bo oni vedeli. Ali pa kjerkoli iz Lahko. filmologije, ok? Ja, Evo, dobro. Super, tako super. bomo zdaj mi naredili. Ok, te pa gremo zdaj malo na Oscare. Oscar. Pa nam razloži. Veš, da smo mi že Oscara rekli, kaj bomo šli na Oscara. Daj, Bo pa gre predolgo, ne vem, kako ima to zdaj. ne, ne, verjetno. dobro je. No, dobro. Sej, večina jih tako šurce gleda. Ja, vse to je res, ja. Mislim, glej. Številčno je, so tam močni. Ja. Kaj je sploh koncept Oscar, kjera nagrade so, pa malo mi pove več, ja. Ok, lahko. Ja, v bistvu zdaj prihajamo počasi v tudi neko sezono nagrad. Oscarji seveda so pač torej največje podelitve nagrad. Imamo tudi recimo neke različne zlate globuse pa podobno. Ne? Je tudi pohvale kolegu Maticu Majcnu, ki je kot prvi Slovenec poleg Simona Popka dobil možnost na zlatih globusih dati glas, kar je veliki dosežek torej za Slovenijo. Ne? Da smo dobili tudi neke ljudi, ki zastopajo filmsko kritiko pri nas, pa imajo možnost svoj glas torej dati ven. Ampak ja, če se fokusiramo samo na Oscarje, gre za neko veliko volilno telo, ki je sestavljeno iz različnih, torej iz filmske industrije, ne samo kritikov. Ne. Zdaj so pred kratkim pomlajevali in so tudi rezultati boljši, če mene vprašaš. Torej nekako zmagujejo filmi, ki si bolj zaslužijo. Kategorije imamo vse od najboljši film do igralec, do stranski igralec, do slika, montaža, tehnični aspekti, glasba, ja. Tako da tudi kratki filmi, animacija, dokumentarni film, evropski film in tako dalje, tako da to je vse pokrito. Ne? Pa se tudi gre na žanre, kot grozljivke, drame? Ne, to pa žal ne, to pa so samo v mislim, da so torej zlati globusi, naprimer, imajo to porazdeljeno. Ne? Ampak Oscarji pa se samo fokusirajo torej na generalno splošno. In tu je mogoče malo tudi težava, ker včasih se ta recimo grozljivke pa komedije recimo ne izstopajo tak, ne? Pa tudi manjša cena ima vedno in tako dalje. Ne? Tako da tu so včasih malo neke težave, ne? Ker recimo ena igralka, Naomi Scott iz Smile 2, letos je recimo izjemna, pa verjetno ne bo niti nominirana, ne? Ker pač je v grozljivki. Tako da to, no? Ampak kar se tiče samo podelitve Oscarjev, pa zdaj pred parimi leti, no, lani smo imeli torej, samo da vidim, čakajte, 11 je torej največ, kar je že 11 kategorij, je torej največ, da so 3 filmi zmagali, lahko ugotovite katerega. Veta, kateri je. To pomeni, da so v enem letu? V enem letu so zmagali 11 različnih kategorij. Torej na Oscarjih so zmagali 11, recimo igralec, najboljši film, najboljši igralec, najboljša slika, najboljša kostumografija itd. Letos 2014. Leto vam tudi lahko povem. Da, malo mi daj. Čakaj. Eno je 97, eno je, 97. mislim, da je nekaj 2,5, eno je pa staro, to pa vam ne 2,5, pomagalo. ne, Gladiator je 2,8? 2000. Ne, ja. 2000 je Gladiatorja. Ne vem točno, če je 2,5, ampak tu nekaj okoli. Kaj? Trilogijo gre. Še Ja, te pa so Ja, Lord of the Rings. Lord of the Rings, tako je. To pa oni 94, pa so, mislim, ker vem, samo... 97. Aha, ne. Titanic. Ja, ok. Titanic pa Ben-Hur je tisti zadnji. Ampak recimo zdaj smo pred kratkim videli na podelitvi Oscarjev, da vedno več se dogaja, da imamo nekih metel, ne? Reče se metla, če pač neki film pomete v večini kategorij in tako dalje. Mogoče ni bila glih taka metla, ampak je bilo vseeno veliki dosežek za Oppenheimera, ker so dobili 7 Oscarjev, ne? 7 različnih kategorij. Eno leto predtem vse povsod naenkrat, ki je taki crazy film, ne? Res ga priporočam, izjemen. Tu je 7 Oscarjev zmagal. Potem pa še imamo predtem, ko pa sta bila Koda pa Nomadland, ona dva pa sta recimo samo 3 zmagala, torej 3 kategorije, pa potem za najboljši film, ne? Torej to so vsi tisti. Ampak zanimivo je na Oscarjih, da se zdaj vse skupaj spremenilo 2019,
2019 je bilo eno boljših filmskih let, tako da, če boste pogledali, kjer filmi so bili nominirani 2019 za najboljši film, vsakega priporočam, vsi so dobri, vsi so Te je bil izjemni. Parazit. glih? Parazit je bil tako, ja. Veliki zmagovalec, tu je en najboljših filmov, kar sem videl v kratkem času, moderni dobi filma, no. In je tu zmagal v 4 kategorijah, no, ampak res tistih glavnih kategorijah, tako da si je pač absolutno zaslužil in od tistega trenutka naprej, ne, ker je pač šlo za tujejezični film, ki je prvič zmagal Oscarja, ne. Vseeno so Oscarji nekako bolj bazirajo na ZDA pa na tisto publiko, ne. In je to pač bila neka prelomnica, se mi zdi, ne. Ker recimo Everything Everywhere All at Once, vsepovsod naenkrat, je pač tudi takšen odpikan film, ki ga bolj mladi razumejo in je zmagal in si je pač absolutno zaslužil, ne, in se pomikamo v pozitivno smer. To Se se mi s katerim Tako se vedno bolj strinjaš z izbiro filmov, ki Ja, so zmagali. ja. Glih sem vam vprašal, če s katerim pa se ne bi strinjal mogoče, ali pa bi Najbolj, s katerim se ne strinjam, je 2016. To je bilo Mesečina, Moonlight. In to je bilo, če se spomnite, tisto najbolj sporno, ko so Narobnega povedali na kuverti. Torej, rekli so, da je zmagal najboljši film La La Land, ampak ni zmagal La La Land, ker je zmagal Moonlight. In pol so rekli, opa, zmotili smo se, ite dol, oni naj prijajo gor. In ja, to je bilo zelo sporno, ker tudi, če bomo pogledali zdaj, naprimer, čez 20-25 let, bo vsi rekli, da je, no vsi ne, ampak da je La La Land boljši film, ne. Pač meni je La La Land izjemen. Mesečina pa je taki ful ljubljenec kritikov, pa da se spet malo na Trumpa vrnemo, glih, to je taki zelo liberalen, levi film in takrat je glih bil Trump izvoljen in so mogoče malo mu kontrirali, ne, da so taki film zbrali, ne. Mogoče je malo nekaj političnega priokusa bilo tukaj, no. Tako da 2016, bom rekel. Lahko pa omenim, imam tu eno zanimivo za vaju, me zanima, če bo ta trofla, ker je zmagal leta 94, ker je bilo izjemno filmsko leto in tudi nominiranci so vsi bolani. Mogoče to omenim, ne, tu imamo zdaj samo 5, razširilo se je za najboljši film na 10, ne, zdaj pred kratkim, pred parimi leti. Ok, imamo Forrest Gump, Four Weddings and a Funeral, Pulp Fiction, Quiz Show pa Shawshank Redemption. Vem, da je Pulp Fiction bil takrat ful take prelomni film, Tako, vem pa, da Kaznilnica od rešitve tako, pa je zelo, zelo priljubljen. tako. Se Forrest Gump tudi. Ja, Tudi. Zelo težko odločiti. kdo je zmagal? Kdo je zmagal? Kdo misli, da je zmagal? Da vemo, če bom trofej. Nas ima isto reči, ki ima imela večjo Daj reči verjetnost. ti prvi. Jaz sem rekel Forrest Gump, on nas rekel. Ok. Se strinjaš z njegovo izbiro? Ali? Drugo reči, en mora imeti prav. To bi rekel Pulp Fiction. Pulp Fiction je zmagal Zlato palmo v Franciji, ampak Forrest Gump je zmagal za najboljši film. In ja, naprimer tudi to, ne, če se recimo danes pogovarjamo o tudi filmih, si tak, Forrest Gump je mogoče najbolj priljubljen film, Shawshank Redemption vsi pravijo, da je najboljši filmov ever, Pulp Fiction je tudi v zgodovini se zapisal kot en najbolj odpikanih, norih, različnih, drugačnih filmov, ne, in pač Tarantino tam imajo skoraj vsi radi, ne. Pol pa še imamo Four Weddings and a Funeral, ki je tudi v bistvu en izmed boljših, ne, Quiz Show pa dansko nisem gledal, tako da ne moram komentirati, ampak ja. To je pač mi je bilo zelo zanimivo. Veš, kaj mene zanima? To so filme, recimo, ko si ti gledal, da si bil še mali, ne? In si zdaj kot kritik, kako zdaj drugače gledaš na filme, kot nekdo, veš? Kaj si pridobil, kako recimo mi, ki smo lajka praktično, ne? Veš, mi na filme gledamo, kako mi padnemo notri filme. Potem mi je Pa tudi bolj po takem kategorije feelingu. nas potegnejo. Ja, po takem feelingu bolj mi jo ocenimo. Ti pa verjetno gledaš še milijon drugih stvari zraven, Bolj ne? objektivno. Ja, se to je glih fora, ne, ker v filmi je ful malo stvari, ki je objektivno. Film je fejst subjektivna stvar, je vse fejst bolj umetnost, ne, torej je neka kultura itd., ne, torej je neki izdelek, če ti razumeš, kaj je režiser hotel povedati, super, ne, v bistvu je to njegov cilj, da ti on na neki način
če je to kompleksen ali ne, kako hoče začiniti svojo zgodbo ali kakorkoli. Ampak jaz bi rekel, da definitivno neki filme, veš, ki sem jih pogledal, ko sem bil mlajši, pa zdaj je čist druga perspektiva, ne. Pa tudi neki filmi, ki sem jih zdaj pogledal, pa jih recimo bi jih pogledal predhodno, bi mi bili tako brezvezni, da jih ne bi mogel pogledati. Zdaj pa sem tako, to je nekaj najboljšega, kar sem videl, ne. In pač se mi zdi, da z vsakim filmom človek rasa, ne. Torej, čez vsaki film ti dobiš drugo perspektivo, tudi če isti film gledaš večkrat, dobiš drugo perspektivo in to mi je super, ne. Meni so najljubši neki filmi, ki mi dajo motivacijo, pa da različne kulture vidim in tu recimo lahko izpostavim dva. En je Ikiru, ki govori o tem v bistvu, da en dobi raka, predhodno recimo je nekako navajen na rutino, vsak dan gre v službo, ne. Te pa se kar naenkrat zaveda, da dobi raka, pa je na takem položaju v službi, da se odloči, glejte, zdaj pa dobi novo perspektivo, torej, da kar naenkrat postane motiviran, da v svoji službi dela dobro, ne. Torej, da se dejansko potrudi, da naredi razliko v družbi. Torej, predhodno je bil samo tam, ker je mogel biti tam, ne. Veš, on je bil na službi, ker pač delal in pol se Ker je mislil, ker ima cajta. Tako, ker ima ne cajta, ne. Pol pa mu je rekel, glej, nimate več cajta in pol se pač človek zamisli, dobi drugo perspektivo. Zdaj pa jaz če nekaj te ten cajt, ki ga imam nekaj narediti. Tako. In to je pač ogromna neka motivacija iz tega filma Ikiru, drugega pa tako poznata, se mi zdi Whiplash. Whiplash pa je več izjemen. Ja, še nisem prej gledal, smo bili. Prej sem ga kazal, ja. Ja, tako da to mi je res všeč iz tega vidika, no. Da človek rase iz filmov pa da nekaj novega vedno, ne. Vedno nekaj novega najdeš v istih filmih tudi. Torej, tebi je neka kategorija vzvrst motivacija, recimo filme, kjer pa recimo, ki jih ne moreš gledati, ne vem, so to komedije ali so to grozljivke, ki so ti najmanj ljube? Mogoče westerne, ker so mi preveč old school, pa primitivni včasih pa neumni, ne, ker pač realno se mi zdi, da so bolj za ZDA ljudi narejeni, bili toti filmi, pa res so včasih celo že na neki meji rasistični bili, tisti stari westerne, ne. Ja, patriotizem prevelik, ful nimam rad takih nekih stvari, že nasploh nekih takih propagandnih filmov mi niso preveč všeč, ne. Mogoče od propagandnih filmov mi je Top Gun še edini všeč, ne, ampak ker pač deluje. Pa takrat so oni tudi ful je delovalo, ker so vpis v tisto šolo podvojili ali potrojili ali ne vem kaj vse. Ampak ja, no, westerne bi mogel tu izpostaviti. Pa mogoče se vrnem na tisto prej, kaj smo rekli, kako gledam filme, torej pač se pravim, subjektivno je vse, ampak probam pa nekako oceniti, torej zgodbo, igro, dialogi so meni zelo pomembne, torej dialog je ena meni najljubših elementov, lastnosti, ampak siciram v bistvu film, torej da ga nekako opredelim, opredalčkam, vsako neko stvar pač opazujem, pa nekako probam potem to smiselno argumentirati, ni pa nobena ocena narobe, mi pravimo, torej mi lahko damo nek film, ki vsi pravijo, da je najbolj slab, 5 zvezdic in tudi obratno, 1 zvezdico za njega, ki vsi pravijo, da je dober, če je le dobro argumentirano. Če imaš ti neki konkreten argument. Zakaj si tako mislil? Tako, ker je vse subjektivno, ne. In ja. Kaj pa ti gledaš? Kaj je tebi dober film? Kako me notri potegne, ne. Pa da pozabim na cajt, veš, kako cajt teče, ne. To. Kako sem filmi notri, tako da bi tam bil. Veš, pozabim na cajt okoli sebe. To manj jaz tisto. Žaner, mogoče? Ne, jaz gledam vse. Marvel, jaz vsemu dam možnost, ne. Tudi La La Land sem šel gledat. Ti je bil vrej? Sem gotovo, da musicali niso za mene. Aha, ok. No, malo mi je bil dolg čas, ne zmesi. Samo to je bilo pred... Ja, to sem bil 9. razred osnovne šole. To je... Zdaj, če bi ga pogledal, bi po mojem drugače gledal. Moramo dati še šanso, ne, nikoli ni prepozno. Takrat vem, ne vem, te sem bil na vrhunci, imela pubertete, pa za ne mogo sedeti primeri, ne. Kaj bi še čakaj? Od filmov? Efekti tudi, efekti mi ful so mi fejst važni. Koliko truda v to grafične dizajne, recimo, to vse je vključeno.
To jaz tudi fejst gledim, to fejst cenim. No. Kaj pa animirani filmi? To... Risanke. Ja, ne, animirani filmi. Aha, čakaj. Bolj pač recimo Spider-Man, ne? Ja, ja. To ti animiran, kak je. Marvelovi filmi nasploh, pač fejst cenim to, ne, tudi trudka je vložen v to. Ja. Pa nor, ne. Ti? Meni osebno v preteklosti ful zgodovinske. Nekaj, kaj je bilo, da je bilo dokumentirano oziroma neki fakti, ful sem bil fan druge svetovne vojne. Dejansko sem na popcornu skoraj vse filme pogledal, pol pa sem šel dalje Netflix iskat, ne, in sem samo v to se vrgel. Potem pa sem zdaj začel malo bolj klasike tudi gledati, ki so dobro ocenjene, pa ne treba biti več tak dokumentaren. Dober film pa mi je tiste, pri katerem jaz doživim, mi smo se to učili pri slovenščini, da se reče katarza, da me strose. Ja. Ko sem filme, pa me začne troste, mogoče kakva suza gre, pa ne treba žalost, ampak se lahko ali poistovetim, ali neke so vrednote, ali pride do nekega konflikta, pa pol razrešitve, ali je olajšanje, ali je neka tegoba v meni in takrat je meni dober film, ko ima tudi neko noto vrednot ali pa tega in to v zadnjem času ne toliko več sami dokumentarne, bi rekel. Ne pa toliko tako nenega členim, tako si rekel ti. No. Aha, ja. Sicira. Tako, če ni katarze, ni tako dober, kako neko je. Ko mene trose, oziroma takrat sem v filme notne. Ja. To sem jaz recimo še ne doživel. Ne? Ne. Nobenem filme. Avengers Endgame se ne doživel, kdaj je se zgodilo tisto prelomno točko, veš, kateri govorim. Vem. Strose včasih? Jo, absolutno. Imam ogromno nekaj mislim, takih filmov. mravljinci pa to, ajde, to samo zavešči, da bi, Ja. ali pa da bi se jokal od sreče, ne, od žalosti samo prej, ne. Ja, to se strinja. Mogoče Sound of Metal, bi tu izpostavil kak taki film, ki mi je bil fejst ljubi, pa čustven, tako da. Sound of Metal. Sound of Metal. Sound of Metal, aha. Ja. Recimo, da en dogodek, da si poživel predstavljati recimo v Oppenheimeri, ko je na dojenčka stopil. Ampak, ne več nič povedal. Sem se vstavil. Zdaj pa naj gledam. Ampak takrat mi je bilo, Ja. Tako da. Pol pa lahko mogoče, koliko smo, 1 uro, še gledam, misliš, da to? Ja, v živo smo, ne? Kje pa smo? 1 uro. 1 uro smo zdaj? Ja. 53 minut sicer. Ja, tisti 5 minut. Ok. No, dobro. Trendi v industriji, Marvel pa nadaljevanja. Ok, super. Ja. Opise. Kaj je bilo mišljeno na trendi v industriji, ne? Torej, prej smo recimo pri podelitvi Oskarjev govorili, da se zdaj pred kratkim je recimo spremenilo volilno telo, je bolj mlado, pa se tudi spreminjajo recimo, kam grejo filme, ne? Recimo na podelitvi nagrad, ti Marvel filmi, superheroji niso bili nekaj nagrajeni preveč, ampak že to, da so bili v pogovorih, pa da so bili nominirani, recimo Black Panther, to so veliki dosežki, ne, za neki taki žanr, ne. Ker to lahko bi recimo enačili take filme, kot so bili grozljivke prej, pa komedije smo rekli, ne. To je na nek način isto superherojski filmi, ne, ker so pač neka čist posebni crowd in ja, no, so pač bili zelo uspešni, ne. Recimo sam Martin Scorsese, pač veliki režiser, je rekel, da to niti niso filmi, ne. Tako da jaz se ne strinjam s tem, meni so tudi Marvel filmi ljubi, mogoče zadnja leta ne toliko, ne, zadnja leta ga malo kiksajo, da rečemo tako. Ne vejo več, kaj bi naredili. Ja. Iščejo tako uspešnico, kot so Avengersi bili, po moje, ne, pa ne morejo najti. Tako, se zato pa so nazaj poklicali Robert Downeyja, ne. Tako da bomo videli pa Chris Evans tudi, ne, ona dva sta, dobro, Downey še je imel neko kariero po, ne, Evans pa nekak ne, po Marveli. Tako da, to je bilo zelo zanimivo, no, zdaj smo res imeli dolgo toto neko obdobje Marvela, pa superherojev, no, in zdaj pa se je naredilo pri ljudeh neki odpor do tega, se mi zdi, ker zadnje čase vsi ti filmi so res negativno, ali so slabo narejeni, ali ni dovolj proračuna za vizualne učinke, ker jih ful hitro delajo, ne, ker delajo vse po hitrem kopitu
in so se nekako ljudje navolili tega humorja, tega v bistvu nekvalitetnih izdelkov, bolje kvantiteta tu stopila naprej, ne. In ja, v bistvu je šlo negativno, je šlo dol in hvala Bogu smo zdaj v bolj obdobju, kjer dobivamo filme o življenju, ne. Torej, recimo en taki film letos, ki je tudi zmagal Zlato palmo za najboljši film, je tudi kandidat za najboljši film leta na Oscarji, Anora, ki govori o spolni delavki v Brooklynu in njeni pač zgodbi o pepelki. Gre vse narobe, seveda, ne, in pa je zelo pač taki življenjski film. Tako prav se počutiš, tako si prej rekel, kot da sem v prostoru, ne, torej, kot da sem zraven, ko se kregajo in tako dalje. In je pač res zelo pomembno, da imamo neke take filme, se mi zdi. Vedno več rabimo takih filmov. Družbeno malo kritične, verjetno. Tako, da tudi opozarjajo na neke take tematike, ki niso pač pogoste, pa potem pač v tistem drugem smislu, tako da sem rekel, ne, da imamo več filmov o življenju, no, ker pač enostavno, jaz sem se že tudi navolil gledati superheroje, ker je zgodba vedno po istem kopitu. Srečen konec. Ja, srečen konec, čisto vedno. Če gre na slabo, te še ni konec filma. Ja. Tudi če umre nekdo, Bo comeback. Tudi če umre nekdo, nima veze, ker ga bodo nekako na nek način oživeli. Time travel bo, pa prišli nazaj, pa rešili vse. In, ne vem, absolutno sem navoljen tega in recimo Batman mi je bil še izjemen, ampak iz Marvel perspektive pa mi ni več delovalo, ne. Eno vprašanje, Madam Web, to je Marvel? Sony. Sony, to je bila katastrofa, skratka. Mislim, da Marvel Universum, ne vem točno, nisem gledal niti, ker sem slišal zelo slabe stvari. Ja, Kaj to? Neki superhero ženska, kao superhero, probajo narediti, ne. Ja, tako je. Ni delovalo. Zdaj že vse miksajo, pajke. Še bi imeli Spider-Mana, pa ne vem, kak je Spider-Man. Spider-Man že je, kaj zdaj? Sem videl, da si jo tudi dobro ocenil letos. Katero? Anoro. Anoro? Ja, to recenzijo pa sem jaz pisal zaradi tega, ker mi je zelo všeč režiser, Sean Baker. Tudi predhodni filmi so pač ful dobri, njegovi Red Rocket, na primer, je izjemen. Vse pač priporočam, pa tudi Florida Project, ki govori o neki stanovanjski krizi v ZDA. Pač take res pomembne tematike pokriva in marginalizirane skupine. In to se pač vidi, da res pozna področje, da res dela v nulo. In nekako je to njegov magnum opus zdaj, ne, torej on je zdaj s tem pokazal vse, kaj ima svoje adute. In je šel Alin in Mikey Madison, upam, da zmaga za glavno vlogo. Upam, da film zmaga za najboljši film, to je to. Verjetno me ne more nič drugo prepričati, nasprotno, no. Tako da ja, smo pa imeli tudi pač ogromno nekih drugih dobrih filmov. Letos je bilo res dobro filmsko leto, no. Tako da. Kaj pa kaže za prihodnost? Kaj zdaj prihaja? Dune se ena tudi dela, ne? Dune trojka, samo realno, Dune je imel malo problem, da je prišel v začetku leta, ne. Na nagradah ne bo nič pobral. Pa dvojka je v bistvu ta glavni film, ne. V trojki bo se pač par stvari zaključilo, pa bo bolj verjetno umirjen, ne bo taka akcija, kot je bila v dvojki. Zakaj ne bo Enka je bila isto tako ne akcijsko, ne. Uvod neki, ja. Zakaj pa ne bi nagrad pobral, to ne vem. Ja, velikokrat se zgodi, ne, da planirajo dati film ven ustvarjalci proti koncu leta. Zaradi tega, ker potem lahko počasi začnejo kampanjo, ki jo vodijo do februarja, marca, takrat, ko pač so Oscarji. In če ga daš na začetku leta, na primer tako, kot so oni naredili, pozabili si na njega, ne. Pač nihče več ne ve. Gled, Dune pa je bil velik film, ne. Res, jaz mislim, da lani je bilo to ven. Ja, in zdaj se nekaj trudijo s kampanjo, ne, in zdaj ne uspeva glih najbolj, še posebej ti ne more kampanja uspeti, če tvoj glavni igralec ima kampanjo za drugi film, ki je Timothée Chalamet trenutno ima kampanjo za Boba Dylana, ne, Complete Unknown. Tako da neke take stvari, ne. To čaka se. Vsi pač planirajo, ja, proti koncu leta, ne. Taktično. Oni pa so pač, mislim, da že tako predstavili film prvo, pol so pa ga pač dali ven, ker so ga že mogli, ne. Pa takrat ni bilo konkurence in so imeli dobiček veliki, ne, v kinu in tako dalje. Ja. Tako da, iz te perspektive. Pridejo filmi s kakim zamikom, recimo k nam, naše v kinodvorane?
Ful odvisno od distributerjev in drugih stvari, ampak malo jih včasih dobimo z zamikom. Recimo Brutalista so skoraj vsi že videli, mi ga dobimo komaj konec januarja. Nosferatu bi mogli že dobiti za Božič, prišel je ven za Božič, mi smo ga dobili malo pred novim letom ali nekaj takega. Včasih nekatere filme dobivamo z zamikom, včasih celo katere filme dobivamo en dan prej kot ameriški trg. Tako da ful naključno, ne vem po katerem kopitu, odvisno verjetno od distributerjev, kako imajo porihtano Evropo, kako imajo ZDA, pa vse druge, ampak ja, tak no. V kinodvoranah, to bi rad preveril, se vrti film na trak ali kako se distribuira v film? Projektor. Projektor? Ja, projektor. Ja. Skozi pa gre? Pač slika, mislim, file imajo, datoteko imajo, predvajajo datoteko. Ni traka, ne, to je old school. Ja. Ja. Ampak nekaj sem imel v mislih, da se bi dal na trak še vedno eni filmi in sem hotel preveriti, ker mi je bilo čudno, ne? Aha, je to pa možno, ampak eni se dajo na trak, če to misliš, če se določenem milimetrskem, kao če predvajate ali kaj takega, ne, če se tistem kocki, ne, samo to se zdaj že realno vse dela digitalno, ne. Tudi če nekdo hoče, da se tak predvaja film, te je pač vse črno okoli, vse pač črno okoli, pa je tako kocka, ampak ja, to se pa novaj več ne dela, tako kot je nekoč bilo, vse že malo preveč vse digitaliziralo, digitalizacija tu šla. Veš, kaj me zanima, z letos si dal tudi eno risanko not v top 5, je tretja, mislim, da. Ja, verjetno Divjo robotko misliš? Ja. Ja. Kako to? Ja, mi imamo ful radi animirane filme, pa v bistvu, kaj je trenutno v kinu najbolj popularno, risanke. kaj je vedno najbolj popularno, je to, da otroka pelješ v kino gledati neko risanko, ne, pa tudi sinhronizacija in tako dalje, ne. In ja, Divja robotka, nekaj svežega, Pixarov film, oziroma DreamWorks, če se ne motim, v glavnem odličen film, čustvena zgodba, mogoče se boste jokali, tako da taki filmi pač imajo tudi osnovni lepi recept, ki deluje, ne, in te dobi z lepo animacijo. Kaj to tiste, ko si tista čustva? To je to? Ne, tista je pa vrveš v glavi, Inside Out. To je tudi, ko bil, to sem čutil, da Tudi dobro. To sem ja šel gledati. To je trenutno, mislim, to je bil lani najbolj dobičkonosen film. A lani je to že? Meni je bil full fajn. Ja, res je bil fajn, ja. Poučen mi je bil tak za... Še letos tu je risanka bila najbolj dobičkonosna, to tako kaj si rekel? Ja. V bistvu 24 je bil Inside Out, lani je bil Barbie. Zamešal za leta. The Substance je bila v kinih ali ni bila? The Substance je bila na Life festivalu, pa mogoče v Kinodvoru se je predvajala, torej v Art kinu, ne. Na festivalu si lahko gledal film, ja. Potem pa je hitro že bil na streamingu. Ja, jaz sem gledal ga tu in sem vedno iskal, Maribor, ta knjig ni bilo, ne, pa to. Ja. Mi je bilo prav škoda. Ja, ti je bil dober. Ful. Mislim, videl sem top 4, četrte si ga mislim dodal. Ja. Sem, dobro, grem gledat, to, da vidim, če je to. Ono sem šel trailer pogledat, ampak ta način, kaj je bilo notri, to sem bil, takih filmov ni, oziroma to je neka nova smer, se mi zdi, ki nastaja, neka nova drama, to je bilo vse intensne. Ja. Mi je bilo ful dobro in to tudi bi lahko naslednjič pokomentirali. Absolutno, definitivno. To je en boljši filmov leta, pa grozljivka žanr, ne, psihološka, in je vseeno v pogovori, kada je nominiran za film leta, ne. Ko te veš, kak je kvaliteta, ne, ker ponovaj grozljivke nemajo tudi šans, ne, da bi bila nominirana, ampak tudi igralke so pač fejst dobre notri, tako je. Mogoče si jim vzeti dopust, če htela se to pogledati. En mesec nada podcastov, mi imamo samo filme gledala. Ne, to pa mogoče bi lahko tak, mi, ki ne toliko filmov gledamo, vsemkrat z dečki zbrali večer, pa jih malo... Vse veš, kak imamo mi že problem, se mi že tak dobiti nasplošno, ne. Vsi. Časovno usklajevanje. Ja, vsak ima že svoj ritem življenja, ne. Ja, in hitro. Mogoče že tu, da povem, ne, ker smo se zdaj recimo v Facebooku pogovarjali o teh dobičkonosnih filmih, ne. Če povem torej,
pa tudi prej smo že omenili nadaljevanja, ki nekaj imajo skupnega, najbolj dobičkonosni filmi, torej leta. Če naštejem tu pač naslove imamo, kaj je bilo že leta 2024, Inside Out 2, Deadpool Wolverine, Despicable Me 4, Moana 2, Dune 2, Wicked, prvi originalni film na seznamu, Godzilla Kong, Kung Fu Panda 4, Venom Last Dance, torej tretji Venom, Beetlejuice, torej dvojka in pa Gladiator 2. Torej, vsi so skoraj nadaljevanja. Wow. In je pač zanimiva neka perspektiva, če me zanima tudi, kako vi razmišljate tu, ampak oziroma kako vi dojemate, ne? Da torej ljudje se nekako odločijo rejši, da bodo gledali na nekaj, kar so že navajeni, na neke ustaljene franšize, kako pa da bi šli na nekaj novega. Ne? Ti si prej omenil recimo Substanca, si pogledal napovednik, pa si bil tak, to je nekaj novega, grem pogledati. Ne? Jaz tudi recimo tako to dojemam. Ne? Meni je ne izjemno, da je ogromno nekih nadaljevanj, da se samo, tako se reče v angleščini, milka the cow, ne? Torej, da se molze kravo, da se samo denar pobira iz neke ustaljenih franšiz, ki pač ne delujejo in enostavno vedno več tega vidimo. No? Ljudje že tako nimajo radi sprememb, ne? Pač vsi se bojijo sprememb. In tudi tu vidimo očitno, da nadaljevanje mogoče zaradi tega deluje. Risanke pa tako smo rekli že, da otroci največji obiskovalci kina trenutno. Ja. Ti je bila kera dvojka boljša kot enka, recimo, obema? Ali pa... Ja, Harry Potter, ja. To je. Ja. Boter 2 mogoče. Aha. Boter 2 ali pa... Meni, ne, to je zelo sporno, ne, ker pač veliko krat rečejo, ne, če ne bi bilo enke, ne bi bilo dvojke, tako da dvojka ne more biti boljša, ker je pač enka obstajala. Ne. Samo jaz bi rekel, da Blade Runner, na primer, bi bil dvojka boljši, ne, kot pa enka. Pa bi se še našlo, ziher bi se našlo še ogromno nekega, no, ker je dvojka boljša. Batman. Kjerega? Batman. Batman, ja. Batman dvojka lagano je, evo ga, The Dark Knight. Ja. Tako. Kako mu zdaj naredili? Jaz sem imel tako eno vprašanje v glavi, zdaj si me tako zmrda, ki se pozval, ne? Kaj sem mislil, vprašaj? Vse pride nazaj. Bo? Jaz bi... Pa da povej, recimo, top 5 tvojih filmov, ali pa 3 filme, ki so me top 10 tvojih, ali pa... To me zanima. To pa sem se zdaj ne pripravil. Ali pa enega. Ne, se lahko. Ali pa ne treba biti to, prav tudi kakšni slabši me zmes, pa jih naredimo za 10, pa jih mi do naslednjič pogledamo, veš. Pa zdaj bi mogel 10 povedati? Ali... Tudi lahko 10 povem, samo... Aha. Te pa bi iskati. Pa lahko si že toki, ki sem jo že recimo kdo videl, ne, pa si zdaj še enkrat moram gledati, ker sam ziher drugače, ko je film gledal. Te pa rečemo tak, filme, ki bi jih ti priporočil, recimo nama, najstnikom, ali pa, kako bi rekel, 20 let staremu, 22 mlademu človeki, pa lahko še pol kakega dodamo, ker itak se ne vsem spomnil. Ja, ok. Pa lahko tudi kakšni, ne vem, 94. leta, lahko je kakšni Tako. novi, lahko je kakšni Tako. 2.8. Okay. Lahko Tako. so najboljši filmi, lahko si pomagaš s telefonom, seveda. Nekaj na hitro si offno, samo bom pogledal. Nekaj vidim za to ti app, ja, kaj imaš to? To je Letterboxd app, torej na tudi api lahko vidiš, torej, imaš cel svoj dnevnik praktično. Torej dnevnik si pišeš, kaj na konci pa ti še statistiko pokaže, tako ker recimo za Spotify Wrap, ti lahko pokaže, teko filmu si pogledal, totih režiserov, tekrat si ga rewatchal, Nice. na watchlistu si do tota, pa si jih pogledal, izjemno vlonen iz več To si različnih. moram narediti. Pa to si ročno notri moreš? To pa ja. To tako, kako imaš. Prvič je najhuje. Tako imam jaz s kolegom Beer Tasting, imamo aplikacijo, ki skeniraš vsako pivo, ki ga novo probaš, A, ne? okej. Tako je to te. Ja, to. V glavnem, ja, mogoče, če povem, en moj najljubši film, verjetno je Midsommar, oziroma Whiplash, no, da prvo pri Whiplashu Bom začnem. jaz to pogledal. Ja. ko bo Jaz sem ga vrtal. 5krat že gledal. Izjemno. Jaz tudi, Nikoli ni najmanj. razumel. Pa vedno je Si dober. bolj Napisal. Dobro, ja, pot Ko boš zeditiral. Ja, to bi priporočil iz vidika, da bo torej vam dalo res ogromno neke motivacije. Ne glede na to, z čem se ukvarjate, lahko to v bistvu nekako vi aplicirate na svojo stvar, torej da dobite dodatno motivacijo.
Jeff Bezos, boš rekel, ne? Ja, Jeff Bezos je bil zelo dober igralec. To smo prej smo gledali komentarje, teba napisati to. Jaz sem rekel, to moraš reči, ne? Se zdaj malo bolj nabit. Ja. Tako da to, Whiplash, te Midsommar je en mojih najljubših filmov. Midsommar je v bistvu psihološka grozljivka. Znana igralka Florence Pugh, ziher poznate, je pač film v bistvu zelo enostaven koncept. Oni grejo na Švedsko na tisti Midsommar festival, ne, to dansko obstaja, ampak se malo tudi drugače vedajo v tem festivalu. Je taki kar temen, temačen, ampak zelo zanimiv, zelo dobro predstavi neke tematike, zabaven, mislim zabaven. To je pač, ja. Grozljivka si rekel. Grozljivka bolj, ja. Pač, ampak Moram bolj tudi neko psihološka. deklino gledati. Ampak je bolj taki slow burn, ne? Torej dolgo traja, ni jumpscarov, na drugačen način grozljivka, ne? Tako kak recimo Hereditary, ne vem, če jo znate, ampak tudi recimo ena najboljših grozljivk vseh časov. Kjer ga še bi priporočil, pred kratkim je bil Nesrečna bitja, torej Poor Things, če ste si to že ogledali, je pač Emma Stone fantastično, je tudi zmagala eno par Oscarjev. Če mene vprašaš, bi si še jih več zaslužili, iskreno. Zelo bizarno, tudi Jorgos Lanthimos, režiser, je pač zelo čuden človek, ampak deluje. Njegovi filmi zelo delujejo, sporočilo je boljše. Vsi so govorili, da je to v bistvu boljša Barbie. Torej, tako kot Barbie, ne? Na drugačen način predstavljeno, z istim sporočilom, ampak boljše. In se strinjam, zelo korektno in progresija. Ogromno nekih malih detajlov v tem filmu, ki si človek mogoče na prvi pogled ne opazi niti. Izjemno narejen, glavnem, bi si mogoče malo več zaslužil, no, res na Oscarjih, kot je dobil. Potem recimo en moj najljubši filmov, ja tudi top 3 je Her, ona je samo ime. Torej, Nič ne poznam. Joaquina, to je namen, zdaj govorim samo tako, da boste si pogledali. Pa tudi seveda ostali, ne. Her, ona, glavni igralec, zagotovo ga vsi poznate, Joaquin Phoenix. V bistvu, kaj je v Her, je režiser Spike Jonze nekako predstavil svojo plat zgodbe, ko je šel narazen svojo deklino. Njegova deklina je pa bila Sofia Coppola, ki pa je naredila film Lost in Translation. Tudi z njene perspektive, kako je ona dojemala njeno razmerje in pa breakup. In ta dva filma sta v pairingu izjemna, ampak meni je Her še bolj všeč, ker pač so mi barve izjemne, kako je pač predstavljeno, vse skupaj je izjemno. In pa v bistvu je ogromno zelo dobro predstavi digitalizacijo, digitalni svet, ker on v bistvu se začne pogovarjati z dekletom. Torej, tako, če bi se ti pogovarjal z ChatGPT-jem in mu postane njegovo dekle, ne? In se to malo zaplete, ko... Ja. To sem gledal sem kritike, pa verjamem, da se bomo lahko naslednjič pogovarjali o tem. Aha, ok. No, dobro. Zdaj se spomnil, ker je to film. Super, fantastično. Evo ga, te še enega, ki imam, je, lahko rečemo, romantična komedija, najboljša vseh časov, zelo znana, večina vas je že videla ta film, ampak When Harry Met Sally. Gre za najboljšo romantično komedijo vseh časov z razlogom, ker je pač zelo zabavno, realni dialogi so, lahko se poistoveti človek, pa evo, perfektni timing je za tudi film, ker se konča za novo leto. Torej, tisti neki veliki konec se za novo leto zgodi, ni za neki veliki spoiler, ampak ja, bolj v smislu, ker smo zdaj glih proti koncu leta, ne. Pa res Meg Ryan je bila neka kraljica romantičnih komedij. Odlično, deluje film, res deluje film, močno ga priporočam. Milijonkrat sem ga že pogledal in pa milijonkrat še ga bom pogledal. Pa mislim, da ga noben ne bo prekašal na vrhu, no, tega žanra. Meni osebno, ker sem res ogromno romantičnih komedij pogledal in s tem namenom, ne, da bi našel kjerega, ki je, pa ni bilo. Ki izstopa? Kak? Kjerega, ki izstopa ali kak?
Kjerega, ki bi še boljši bil. Ja. Ja, ja. En mi je bil full dober, High Fidelity mi je bil full dober, ampak to mi je bilo iz drugih razlogov, ker je tudi glasba full vključena, meni pa je glasba tudi pač full pomembna. Pomen faktor, ja. Ja. Kjerega še omenim? Še enega ali še več? Da mi še enega, pol pa še mi boš povedal par klasik, ki si bi bilo dobro, da si vsak pogleda. Ok, može. Te pa bomo dali, dobro, tisto lahko med klasikami rečem, tako da ni problema. Te pa dajmo še reči, tisto, ja. Dajmo reči enega malo evropskega bolj, ne? Torej Melanholija. Je ime filma, je zmagal Zlato palmo na francoskem, torej Cannes filmskem festivalu. Režiser je tudi velik čudak, Lars von Trier. Ja, pač kot vidite, meni so zelo všeč režiserji, ki so malo bizarni, ker pač imajo res neke unikatne ideje, neke unikatne Upajo nekaj sporočila. svojega narediti, ne? Točno to je, upajo biti drugačne, ne? In to je v današnjem svetu, režiserji ne dobivajo dovolj proračuna, da bi delali neke take filme. Vsi igrajo safe, tako smo rekli, nadaljevanja, to se financira, da pa bi nekdo financiral nekoga, ki pa ima neko artistično žilico, to pa ne, ker pač ne vemo, če bo film uspel ali ne, ker je pač eksperimentalno bolj, ne. In mora biti že tisto režisersko ime, neko ime, da to uspe. Mogoče pred kratkim še en primer dam, je bil Francis Ford Coppola, ki je Botra naredil, ne, je imel film Megalopolis, ki je katastrofalen, ne. Njegov osebni projekt, v njega vložil sam svojih 100 milijonov ali nekaj takega, a v bistvu film je tako prepotenten, pa ko da gledaš, vizualni učinki so katastrofalni, pa ko da gledaš reklamo za parfume, tako da, pač to je neverjetno, jaz si nisem mogel verjeti, kaj gledam od enega najboljših režiserov, pač se pogovarjamo o filmski industriji, v zgodovini, in pol vidimo takšen izdelek, ne. Ker ponavadi tudi režiserji, ko rečejo, zdaj bom jaz neko svojo osebno idejo, svoj osebni projekt, to ponavadi pomeni, to je njegov najboljši film. Tu je pomembno, to je njegov daleč najslabši film. Kaj to meni? Umetniška žilica je taka, ki je nič na razmer, kaj? Mislim, on je, ne, to pač pomeni, da imaš neke unikatne ideje. Torej, da nekaj, kaj ne recikliraš za mene, to pomeni. Torej, da nekaj novega narediš, da ne nazaj, ali pa da na drugačen način predstaviš nekaj, kaj je že bilo predstavljeno. To je tudi meni izjemno, ne. Tako da, iz tega aspekta, ampak verjetno si mogoče kdo drugače to razlaga, tako da vrej, da si rekel. Kjer je film sem omenil? Melanholija, ja, malo sem zatavil. Lars von Trier, ja, zanimiv režiser, ampak bomo rekli tu, ločimo ustvarjalca od svoje umetnine, v tem primeru, ker pač gre za zelo kontroverzno osebo, ampak njegovi filmi pa so še vedno pač v zgodovini filmske industrije zelo pač znani in kvalitetni, in Melanholija je pač zelo dober prikaz depresije, zelo negativno čustven film, ampak zelo pač izjemno prikazano. Veliko ljudi ga ne razume, veliko ljudi ga razume, razdvaja, torej imam tudi rad filme, ki razdvajajo mnenja, ne, na takšen način, pa sprožajo take neke debate v skupnosti. Tako da iz tega aspekta, no, Melanholija pač izjemna, tudi nagrajena, no, tako da ja. Super, še boš povedal kaj, nekih klasik, ki... Klasik, z veseljem. Pogledate. Mogoče, ker je vajen najljubši Nolan, da čujemo. Christopher Nolan. Meni je Oppenheimer. Ja, to tega da. Drugače pa ona dva čarovnika. Aha, ja, The Prestige. The Prestige, ja. Mi je bil dober, ampak Oppenheimer, po mojem zato, ker sem ga v kini gledal. Ja, saj je. Tako da... On ima Inception pa Interstellar pa to vse. Te pa sem to vse gledal. Meni je dolgo bil recimo Dark Knight njegov najljubši, ampak moram reči, da Interstellar se je nekako izkristaliziral kot moj ljubši. Od njega, ja, itak, ja. In je ful čustven, zelo dobro narejen, tudi recimo veliko znanstvenikov je vključil v ta film, da je bilo čim bolj korektno, ker pač je potovanje skozi vesolje. Ja. Tako? Ja, tako da, ja, to je bilo pač zelo zanimivo.
ogromno različnih aspektov. Matthew McConaughey je takrat bil res on fire, pač imel je same neke dobre vloge in to ga je spravila ven iz romantičnih komedij in izjemno pač, tako da, ker hitro se zgodi, da neki igralec postane tipično, ne? Ta je zlikovc, ta je samo v romantičnih komedijah, ta je to in on je iskal neko pot ven, ne? Tu, mislim, da je celo zavrnil 2 milijona, da je lahko šel ta film snemati za neko romantično komedijo. Tako da to je mogoče prva klasika. Druga klasika, moj najljubši režiser... Čekaj, Interstellar ali Oppenheimer, kjer je? Interstellar. Da je Oppenheimer tudi, to tega se moram. Oppenheimer tudi, ja. Najljubši režiser moj, Paul Thomas Anderson, je v bistvu ima ful dobrih filmov, ampak najbolj popularen, priljubljen njegov in tudi z razlogom je There Will Be Blood, ne? Teklo bo kri. To je pač ena izmed najboljših, če ne najboljša igra glavnega igralca v filmu, kar sem videl kadarkoli, v Daniel Day-Lewisu, ki je tu zmagal Oscarja za to vlogo. Izjemen film, ogromno nekih dobrih sporočil v samem filmu, cinematografija je prekrasno posneta. Kako bi pa ga recimo na kratko opisal? Na kratko bi ga opisal, v bistvu gre za to, da oni iščejo olje. Torej, on v bistvu hoče kupiti neka področja na različnih, kjer ljudje živijo in da bi dobil olje, da bi potem naredil tisto sosesko in tako dalje. In on je biznismen, on je zelo uspešna oseba in on se zelo dobro predstavi, ampak je egotripičen človek. Taki. In je taka obsesivna osebnost in je izjemno gledati njegov vzpon, padec, karkoli, spet vzpon, odvisno z katere perspektive gledaš, z njegove, z druge in pač izjemno, iz večjih različnih vidikov, ker ima tudi mladega sinčeka, ki mora paziti na njega. Tako da še dodatno zakomplicira celotno situacijo, ne, ker gre za navarna dela. Tako da, ja. To? Kaj si mora vse filme v mojem prsti, ja. Pa režisere tako je tudi... Ja, imena strelaš kak nič, ne. Jaz pa moram včasih od sošolcev razmišljati, pa se vsak dan z njim družim, kako mu je že ime? Veš, isto, ti pa vsake čas, ne. Meni imena res ne grejo slabo spomin, to priznam. To je tisto, veš, kaj moraš vedno reči, da se nekomu na novo predstaviš, poveš mu svoje ime, te pa mu rečeš, samo si tak naš zapunil, te pa mu ti vcepiš psihološko, kaj si on zir zapunil. Ali pa kaj mu rečeš nekaj čist čudnega na začetku, čudno ime, ne vem, Franček. Kaj, Franček? Ne, hecam se, Lan, ne. Aha, okej, dobro, Franček, vse to je vred, to je lepo ime. Samo to mi je zdaj pač palo takoj na pamet. To se meni enkrat zgodilo. Pa je bil Franček. Ni bil Franček, ampak v tem smislu. In te sem bil najbolj hvaležen, da sem se zadržal. In sem ga vprašal, kako se pišeš. Pa sem bil pol to nihec, ker sem mislil neko foro spistiti, ampak on je bil Franček. Kako malo resno bil? A ne smeš. Da povedal, ti bom pol povedal. Še imamo kako klasiko? Še imamo zagotovo. Kaj bomo rekli, gremo res old school ali gremo malo bolj novo? Pa daj, malo old school, malo novo. Te pa ajde, gremo na obe strani. Ena izmed najboljših režiserov vseh časov, ki pravi vsi filmski kritiki, mogoče se drugi ne strinjajo, ljudstvo, ker pač so že to res stari filmi, ampak tako sem rekel, Ikiru, ne? Ikiru je tisti film. Prvi film, ja, ki si ga morate ogledati. Zgodbo smo že malo na kratko prej povedali, tako da lahko še mogoče dodam temu filmu od istega režiserja Akira Kurosawe, Sedem samurajev, torej Seven Samurai. Film je zelo dolg, ampak neverjetno je bil daleč pred vsemi za tisti cajt. Torej, če na hitro pogledam, samo tisti film je bil leta 1954 in je bil tako neverjetno daleč pred vsemi, da še tudi test časa danes prestane. Ne? Torej, test časa v smislu, da če bi danes ta film gledal, ja, seveda bi rekel, da je starejši, ampak zgodba je logična, liki, kako se razvijajo, so izjemno razvijajo in tako dalje. Ne? Recimo, če neke stare filme gledaš, si tak, aha, tudi film pa nekako ne bi zdaj v tem cajtu več deloval.
od Akire Kurosave katerikoli film še vedno deluje. In to pač samo pokaže, kako izjemen režiser je on bil. Ne. Tako da to je od starih. Tu imaš najboljše filme zdaj. Moje osebno ocenjene. Imam pa evo ga od novega, pa smo ga tudi že danes omenili, ampak vse posod naenkrat. Everything Everywhere All at Once. To je pač zelo odpikan film. Ena izmed mojih najljubših produkcijskih hiš je A24 in zaradi tega, ker tudi Midsommar je A24, ne, produkcijska hiša, ki jim pač uspeva neka taka alternativa. Torej oni delajo bolj alternativne, specifične filme in z tem vse posod naenkrat ogromno nekih praktičnih efektov. Niso niti imeli toliko proračuna, pa so pač izjemno pač premagali neke take filme, ki so ne vem koliko za vizualne učinke porabili, pa ne vem kaj vse. Ampak koreografija, Michelle Yeoh si je končno zaslužila svojega Oscarja, čeprav je bila tudi Cate Blanchett takrat, Cate Blanchett, v Taru zelo dobra. Ampak da ne odplavamo preveč daleč, no, kaj govori zgodba vse posod naenkrat, pa se v bistvu gre, da imajo svojo pralnico, počasi grejo v stečaj, torej nima več denarja nekako, pa v bistvu se bo ta mož in žena ločila in v bistvu nekak ljubezen do družine, nasploh neka ljubezen, čustva in tako dalje. Verjamem, da bi lahko to še malo boljše opisal, ampak v tem trenutku je to, kaj lahko povem o njem. Super. Da. Jaz že imam ogromno tematik, ki bi jih rad razdelil. Dobro. To smo šli za njegove 5 zvezdice samo, ne? To so samo 5 zvezdice zdaj bile. To so bile njegove 5 zvezdice, ki je dal 5 zvezdic. Sem pa te šel 4,5, pa imaš tudi dobre filme. So tudi dobre. Ja. Na hitro imam še Godfather pa Fight Club, pa to imaš ne sem videl. Ja, tako. To je 5 ali 4 pa pol? Botra imam 5, Botra Fight 5, Club imam 4,5. pa 4,5, če sem Ja. Dobro. Tako je, zdaj smo resen. Njegove top. 2 hitri vprašanje imam. Mogoče spremljaš kaj prvo slovenske filme, pa drugo balkanske serije? Aha. Slovenske filme na neki točki spremljamo do neke mere. Torej, v bistvu razlog, zakaj spremljamo slovenske filme, je zato, da ponovadi lahko delamo kakšne intervjuje, pol ali pa kaj takega, ne. Izjemna priložnost je recimo za nas bila, da smo lahko delali intervju. Recimo, jaz sem vedno gledal na YouTubeu Desna stran jajca, to je bil, ne vem, če poznate, verjetno ne, ker sta premlada. Ampak Luka Marčetič je to, ne? In tudi Gojko Ajkula, to pa poznate, ne? Pa je Goran Hrvačanin in z njima smo delali torej intervjuje in ona dva sta recimo na YouTubeu nekdaj delala skite, ne? In jaz sem to vse pogledal, meni je to pač bilo izjemno smešno in tako dalje. In v tem primeru, ko sem imel pač priložnost iti v intervjujati, je bilo nekaj več res izjemnega, ne? Da sem lahko, ker sta tudi tako bila smešna v intervjuju, tako da pač je bilo, recimo, ko smo se pogovarjali o filmskem festivalu v Cannesu, je rekel Gojko, v Cannes greš, ne? Pa sem rekel, tako da neke take izkušnje, no. To mi je pač res cool, da recimo pred parimi leti sem samo spremljal te ljudi, so mi pač bili cool, zdaj pa jih pač intervjujem, delam z njimi v različnih aspektih in to mi je pač res neka izjemna stvar v slovenskih filmih. Je pa res, da slovensko področje ni tako dobro razvito, vsako leto recimo Ministrstvo za kulturo ne nameni veliko nekih sredstev slovenskim filmom, tudi razpisi, ki se delajo za financiranje filmov, so zelo omejeni na tiste, ki so že več filmov naredili, ker se pač neke določene točke zbirajo, tako da je ful težko priti not, ne. Se vidi, ne, recimo Luka Marčetič je naredil Prhostar z nič budžeta, ne, prvega, drugega pa potem, ko je že malo bil ustaljen, pa so dobili nekaj proračuna, ampak tudi ne veliko, ne. Tako da to je pač ful zanimivo, ne. Slovenski film zaradi majhnosti trga, veliko se dela koprodukcije in ali pa kaj takega in tu pač ne pride do izraza tako, kot bi lahko, ne. Tako da v tem aspektu balkanske serije pa ne gledam,
ampak smo jih pa pokrivali, ja. Drugi so jih pokrivali že zaradi tega, ker smo imeli neke posebne članke z A1 za serije. Tako da. Tu pa sem jaz močen mogoče. Ja? To sem jih jaz pogledal veliko. Od Selke na Balkanu do Kosti. Selke na Balkanu sem gledal 3-krat po mojem vse. Ja? In je zelo, ker spet je. Telefon je. Ja, malo tudi notranji Balkanac pride do izraza. Aha, ok. Pa ta kultura mi je zanimiva v filmu prikazana. Oni so to, dosta gre pri njih na tradicijo, včasih je tudi malo vere, pa kriminal, pa mafija, ta recimo šmudle, in mi je ful dobro. Me potegne. Top. Tako da, ja, kaj iščeš nam? Eno serijo, ki sem jo zdaj gledal na HBO-ju, Belo Lotus. o atentati Ja, okay, okay. tistega nekdanjega predsednika Srbije. Nekdanjega predsednika Srbije. Pa ne sem gledal. Bilo najbolj gledano, zdaj pač to slovensko. Pa sem razumel. Dobro. Super. Jaz mislim, da bi mi lahko tu nekako zaključili, nam tebe še bom počakal. Če ne najdem. Če ne naj. Aha, veš, kar je bilo meni ja, ni balkanska, to je francoski režiser, mislim, ki je bil Varuhi formule, ne. Varuh je formula. To tam je bila fejs dobro. Film, ja. Ja, Samo ne, nisem to tega mislil. aha, ok. No, kaj je stari že? Tudi je fejs dober, Varuh je formula. Ja, jaz sem si zaradi njega začel delati favorite filme, ne. Od tistega dneva dalje, kaj sem filme pogledal, od takrat, ko sem Varuhe formule v kinu, Mija smo šla gledati, sama sem bila v kinu. Ja, Pa mislim, da je bilo, ne vem, ni bilo en teden od filma, res ni bilo. Ja. Bilo je tak, Ja. tretji dan, drugi dan. In Mija smo bila najbolj popularen film, ni niti najboljši film, ne, veš. Ja, se strinjam. Res ful dober film je bil meni, no. Res je. Ja, na začetku vem, da na festivalih se puno predvajajo, veš, prednje je prišel v kino in ko je prišel v kino, te so ga že skoraj vsi gledali. Aha, so ga že pogledali. Ja. To je bil problem, se mi zdi. In Mija bi zdaj lahko šla recimo na Beneški festival gledati. Imajo specifično akreditacijo za mlade, za študente, ki tako da lahko se naprimer prijaviš, je neki strošek, ampak potem pač dobiš akreditacijo, pa lahko gledaš filme. Traja pa kako dolgo to, en teden? Beneški filmski festival je 12 dni. 12 dni? Ja. Je pa verjetno vse v angleščini. Ja, podnapisi so V pač, ja, v angleščini. Ja, tako. Okay. Oziroma izrecno piše, če ni. Včasih se zgodi, da recimo katera projekcija nima, ampak tisto izrecno piše. Sablja se reče. Sablja. Ja. O atentati na Zorana Džinića. To si moram pogledati, nisem še pogledal. Fejs dobro, Prvič. fejs dobro. Z Gašperjem smo skupaj gledali, da smo jela. To je film, serija? Serija. Mislim, kaj 8 epizod. Ok. Super. Te pa mislim. Naslednjič nadaljujemo, zdaj ali boš ti, ali bo tvoj brat. To sem te še zmenil. se zmenil, ne. ne. Hvala za enkrat. Ne, nič hvala, drugič nadaljujemo. Ja. Zdaj,